Veste, kjer je najpomembnejši avto za znamko Lexus v zadnjem obdobju? Zato toliko pomemben, da ima kar svoj pomol tukaj v Španiji. Lexus UX. Zakaj? Ja, poglejte, to je avto, ki je v skladu z najnovejšimi trendi, torej križanec, in obenem avto, ki je v segmentu, ki med premium znamkami najhitreje raste. Pri Lexusu so komaj čakali, da tale avto zapelje na ceste, ker bo predstavljal zelo velik delež njihove prodaje v Evropi. Ne samo zaradi imidža, ker bo navduševal tudi s kvaliteto izdelave, z izgledom in ugledom, ja. Pravijo mu kar mestni raziskovalec, ker je tisto, kar išče novodobni kupec z nekaj večji vrčki v žepu. Ampak ti kupci so zelo zahtevni, ker ob tem, da izgleda zanimivo, česar v UX-u ne moramo očitati, pričakujejo še, da se pelje kot nizka kombi limuzina, ne pa priždignjena kapeljica, ki se ziba kot jadrnica. Ok, pri izgledu mi je vsekakor uspel, je prepoznavno Lexus, hkrati pa skriva nekaj posebnosti, ki skrivajo to, da je to v resnici kompakten avto. Tepe se s podobnimi kot so BMW X1, Audi Q3, Mercedes GLA. Pri nas pa naj bi bil četrti najbolj uspešen mali križanec iz tega prestižnega segmenta. Kupce bodo vabili tudi z najvišjim nivojem prodaje v salonih. Ker bodo lastniki tega avta ogromno časa preživeli v njem, so materiali odlični. Sploh, če malo bolj odprete denarnico, si lahko mislite res posebne dodatke, kot je takšna posebna armaturka. Sedeži so odlični, celo šivi imajo tukaj poleg estetske tudi čisto uporabno funkcijo, ki lep skrbijo za zračenje. Na predstavitvi so nam še posebej izpostavili, kako pomemben je bil zvok vrat, ko so razvijali avto. To je tisto, kar kupce še posebej zanima. Evo. Sprobamo. Aha. Tak prestižen občutek ne bi bil. Nova platforma za Lexus, ki si jo seveda delijo z nekaterimi avti pri Toyoti, je omogočila veliko novosti. Predvsem je bil njihov osnovni namen, da je težišče čim nižje. In dejansko jim je uspel samo 594 mm od talje, kar je čist malo višji, kot so med vožnjo voznikovi boki, zato bi se moral počutiti kot eno z vozilom. Takole med vožnjo je hitro jasno, da se kljub masi zelo lepo pelje, je dovolj odziven, samo še malo več občutka na volanu si želimo vozniki za uno piko na i. Ampak za povprečnega uporabnika je že tole več, kot si sploh lahko želi. Si pa seveda želi več prostora. Spredaj ga je veliko, tudi zadaj, in voznikov sedež je po višini nastavljiv za kar 60 mm, da lahko tukaj uživajo tisti, ki radi sedijo visoko in pač zato kupujejo križance, da vidijo pokrov motorja pred sabo, ali pa tisti, ki se radi peljejo malo hitreje in sedijo zelo nizko. Pri Lexusu so ogromno pozornosti posvetili zvočni izolaciji, da je vožnja kar se da prijetna, zanimiva pa je tudi izbira materialov. Vsa vrata so iz aluminija, s čimer so prihranili 27 kg, tista od prtljažnika zadaj pa so iz polimera, po domače plastike. Čisto zadaj prostora malo, v osnovi je avto namenjen tistim, ki ne bodo vsak dan s sabo vozili kupa krame, ko bo potrebno, bodo pa na streho namontirali strešni kovček. Tukaj mora biti namreč prostor še za baterijo in mora biti motor, če ima 4-kolesni pogon, kakor ga ima tale. UX poganja seveda hibridni sklop, zato oznaka 250H, ki skriva termalno izjemno učinkovit 2-litrski bencinski motor in električnega, ki skupaj proizvedeta 184 konjev. Dodaten motor zadaj pomaga pri speljevanju in vožnji ovinke, ne pa pri zmogljivostih, zato je skupna moč enaka. Pri nas bo na voljo tudi 4 ure cenejši turbobencinski motor z 2 litroma in 171 konji, kar bo na voljo že za manj kot 30 jurjev za tiste, ki ne marate hibridov. UX se pri nas že prodaja in ima najmanjše izpuste CO2 v razredu, kar je spet zelo pomembno za določene kupce. Konec leta pa pripelje še prvi čisto električni Lexus UX 300e. Zakaj želite tega? Mogoče že zato, ker ima takšne posebne aerodinamične luči, da se zrak ne vrtinči tukaj in da je vožnja tišja, poraba pa manjša. Ali pa zato, ker je to edini samopolnilni hibrid v razredu. Mogoče pa tudi zato, ker se boste ziher obrnili za njim, ko se bo pelil vas na cesti.